Drage gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Vzhodna. Tokrat bomo govorili o varnostni sliki Slovenije in regije. V moji družbi v studiu zato lepo pozdravljam gospoda Mateja Torkarja, generalnega direktorja Direktorata za migracije iz Ministrstva za notranje zadeve. Dober večer. Pozdravljeni. V naši družbi je tudi Barbara Novak, najprostovoljka letošnjega leta, pa sicer prostovoljka, ki že vrsto let delujete tudi z migranti. Dober večer. Dober večer. Nadaljavo se nam bodo oglašali gospod Peter Skerbiš, vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Dober večer tudi vam in vašemu sodelavcu Dejanu Karbajsu, vodji sektorja za splošno kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Lepo pozdravljam tudi gospoda Boruta Jurišica iz Regionalne razvojne agencije Maribor Podravje, ki je vodja projekta Embrace. Hvala vsem, da ste danes v naši družbi. Z nami bo tudi Denis Ščaleta iz Inštituta za korporativne varnostne študije. Kot sem že omenila, varnostna slika, tema bodo nezakonite migracije, nadzori na mejah, pa povišana stopnja teroristične ogroženosti. Zato, gospod Torkar, začenjam kar z vami. Na Ministrstvu za notranje zadeve želite spremeniti boljše upravljanje migracij. Kako konkretno? Res je. Te naše aktivnosti so dejansko posledica zavedanja, da je k migracijam treba pristopati celostno. Se pravi, pri upravljanju migracij ne moramo govoriti samo o nadzoru zunanje meje oziroma vodenju postopkov mednarodne zaščite, ampak gre za številne vidike, ki jih je treba naslavljati skupaj in na nek vzdržen način. Zato je cilj Ministrstva za notranje zadeve in celotne vlade, da pripravimo dve strategiji, torej strategijo vključevanja in strategijo priseljevanja. In na tak način, na nek koordiniran oziroma na nek usmerjen način definiramo cilje in hkrati s tem začnemo naslavljati tudi neke strukturne izzive, s katerimi se sooča naša družba, to je pomanjkanje delovne sile, staranje prebivalstva, hkrati pa seveda tudi problematika naraščanja števila beguncev oziroma oseb, ki potrebujejo zaščito po svetu. Hvala lepa. Gospod Novak, vi ste bili v času tistega begunskega vala pred leti v prvi prostovoljski liniji, če lahko tako temu rečemo, ne? A menite, da je takrat Slovenija učinkovito upravljala migracije in kako se spomnite tistih prizorov, ne? Migranti so želeli v Avstrijo, Nemčijo, Slovenija je bila samo pot, če lahko tako rečemo, ampak ustavili so se pri nas, ne? Meje so se zapirale. Ko ste takrat govorili z njimi, kaj so pravzaprav želeli? Slovenija verjetno večini ni bila cilj, ali pač? Slovenija je bila za njih tak čist nepoznana država, pravzaprav sploh niso vedeli, kje Slovenija leži. Je pa res, da so vsi imeli iz Turčije že neke liste, na katerih je pisalo, kam morajo potovati oziroma čez katere države potujejo. Ja, vsi so si želeli pač naprej. Avstrija, Nemčija. Nemčija jim je še danes nekako na prvem mestu. Drugače pa jaz osebno slabe izkušnje nisem imela niti ene. Gospod Torkar, dejstvo je, da trenutno potekajo konflikti, ne tako daleč od nas, ne? Tako v Evropi kot na Bližnjem vzhodu. A se lahko ponovi zgodba izpred 8 let, množičen nek prebeg k nam? Torej, omenili ste, dve strategiji so, če se kaj zgodi, ponovno, kako boste reagirali? No, poglejte, na področju migracije je težko izključiti kakršenkoli scenarij, čeprav je treba biti tukaj odkrit in reči, da dejansko razmere niso take, kot so bile leta 2015-2016. Nazadnje, ravno ta situacija v teh dveh letih je tako vse države na poti, kot tudi celotno EU dejansko naučila, da rabimo neka orodja, s katerimi se bomo znali soočiti s takim povečanim pritokom. In tudi politika, ne samo Slovenije, ampak celotne EU, se je bistveno spremenila v teh časih in bistveno več je pogovor oziroma sodelovanja s tretjimi državami, s katerimi se dejansko naslavlja vzroke migracij še preden dejansko do njih pride, pa ne samo z državami, iz katerih izvirajo begunci, tudi z državami, preko katerih potujejo oziroma ki gostijo največje populacije migrantov. V naši soseščini oziroma za našo regijo je pač taka najbolj relevantna država Turčija. In to je verjetno ključno, ne? Pravočasno pred pravzaprav migracijami to že
delati na tem področju. Gospod Denis Čeleta, ste strokovnjak na tem področju. Kje vidite trenuten izziv spoprijemanja z migracijami tako v Sloveniji kot Evropski uniji? No, številke absolutno kažejo na močen porast migracijskih tokov. Seveda temu v bistvu botruje več stvari, in sicer tako vremenske situacije, ki so letos še vedno relativno dobre, kakor tudi v bistvu vsa krizna žarišča, ki so se ponovno odprla ali pa so že odprta v okolici Evrope. To pomeni, da seveda se to absolutno pozna tudi v številu nezakonitih migracij, vedno pa je potrebno vedeti, da tisto, kar nekako policija uspe zajeti, je samo del tega, kar seveda statistika potem pokaže. Del tega pa gre sigurno mimo uradnih statistik, tako da so številke absolutno višje, kot smo jim priča. Hvala lepa, gospod Skrbiš. Če se lahko kar na vas, sodeč po tem, kaj je povedal gospod Čeleta na koncu, ali se Slovenija torej trenutno srečuje s povečanim številom migracij, ne? Se je po vstopu Hrvaške v Schengen v začetku leta število nezakonitih migracij oziroma prehodov meje še povečalo? Kaj pravijo neke številke? Ja, dobro večer tudi z moje strani. Zagotovo, v letošnjem letu smo na vseh notranjih mejah skupaj evidentirali več kot 51.000 nedovoljenih vstopov, od tega kar 96% iz Hrvaške. Torej, na notranji meji s Hrvaško je bilo obravnavanih več kot 49.000 nedovoljenih vstopov. Število je večje za približno 113% od lanskega primerljivega obdobja, ko je bilo odkritih 23.000 ilegalnih prehodov. Najpogosteje obravnavana državljanstva v Sloveniji so državljani Afganistana, ki zajemajo okrog 32% delež, nato Maroka približno 15% delež in pa Pakistana malo pod 10% deležem. Zagotovo je odsotnost nadzora meje eden od dejavnikov za lažje nedovoljeno prehajanje meje. Vendar je tukaj potrebno upoštevati, da se je že preteklo leto, ko je bil vzpostavljen nadzor meje s Hrvaško, torej pred hrvaškim Schengenom, da se je že december končal z zelo visokim številom migrantov in se potem januarski nivo nadaljeval prav tako zelo visoko. In nekako na tak način smo tudi prišli do teh številk. Poudariti velja seveda učinkovitost izravnalnih ukrepov, ki jih slovenska policija izvaja. Do vzpostavitve ponovnega nadzora meje 21. oktobra smo dejansko te migrante odkrili z izravnalnimi ukrepi, torej z kontrolami v notranjosti, ki se temeljijo na analizah tveganja. Poudariti pa velja tudi, da je migracijska situacija v Sloveniji odraz širšega trenda prihodov v EU in na balkanski poti. Frontex namreč poroča, da je bilo v prvih 9 mesecih letošnjega leta na zunanjih mejah EU odkritih 279.000 migrantov, kar seveda predstavlja 17% porast glede na preteklo leto in najvišji trend od leta 2016. Ja, te številke so lahko skrb vzbujajoče. Gospod Torkar, kako bi komentirali to statistiko, kar 113% več, ne? Zdaj, dejstvo je, da Slovenija ima takšno lego, da tu se pravzaprav nobena evropska država se ne more izogniti, ne? A nas bo zaradi tega pričakale tudi kakšne spremembe zakonodaje? Najprej bi želel povedati, da v bistvu Slovenija oziroma celotna ta zahodno-balkanska pot, kot jo imenujemo, ni izjema. Dejansko se opaža porast prihodov po vseh migracijskih poteh. Tudi recimo za primer lahko navedem to srednje sredozemsko pot na Italijo, ne, ki je deležna, bom rekel, tudi največ medijske pozornosti. Razlogi so seveda taki, kot jih je kolega omenil, se pravi, gre za dejansko razmere v globalni skupnosti oziroma v regijah okoli nas. Zdaj, kar se tiče zakonodaje, ki ste jo omenili, dejansko
bom rekel, za izvajanje ukrepov, tako na meji kot zadnje vodenje postopkov, ima Slovenija vse pravne podlage. Tako da je dejansko stvar izvajanja, seveda vse čas potekajo procesi optimizacije, če želite, zakonodaje. Tudi recimo zdaj so odprti vsi 3 sistemski zakoni na Ministrstvu za notranje zadeve, vendar tukaj ne gre za neke take drastične spremembe oziroma nekaj, kar bi izviralo iz neke ugotovljenih velikih pomanjkljivosti zakonodaje. Hvala lepa. Gospa Novak, kako menite, da bi se pa tujci lažje integrirali v naše okolje, če smo že na tem? Pridajo v Slovenijo, pa konkretno v Maribor, glede na to, da smo iz te regije, si želijo tu ostati, nekateri gotovo da, potem pa jih mogoče pričaka nestrpnost. Ali nimate tega občutka? O ja, pa še kako velika nestrpnost. Jaz pravim, da jih je najprej treba sprejeti. Sprejeti v pravem pomenu. Pravzaprav vsi imajo neko sliko od beguncev, recimo beguncev ali migrantov, vsak si razlaga po svoje. Nihče pa nima toliko moči v sebi, da pristopi do nekoga, pa ga povpraša ali pa, ne vem, naveže stik z nekom, da vidi pravzaprav kaj in kako in zakaj. In tu je treba ogromno energije, ogromno časa in še ogromno nekih projektov vložiti v te stvari, da bodo ti ljudje sprejeti. Gospod Jurišič, dober večer tudi vam. Če pogledamo tabelo, iz katere je razvidno, koliko prebivalcev s tujim državljanstvom v mestni občini Maribor, Podravski regiji in Republiki Sloveniji, podatka sta za 1. januar 2018 in 2023, vidi se na zaslonu. Kako bi te številke pokomentirali? Ja, gledajte, do sedaj smo govorili v tej oddaji predvsem o teh, ki pridejo z mednarodno zaščito, se pravi begunci, ki prihajajo iz ogroženih območij ali pa ilegalni prestopi meje. Tukaj sedaj pri teh številkah, kaj ste jih pokazali, pa govorimo o ljudeh, ki so prišli kot delovni migranti, so tukaj povsem legalno, so se tukaj naselili in vidimo, da so tudi tukaj številke zelo visoke, v zadnjih 5 letih so se skoraj da podvojile. In to govorimo cirka o 16.000 tujcih v Mariboru, s tem, da to moramo vedeti, to so tuji državljani, ki imajo tuje državljanstvo. V trenutku, ko bi zaprosili in potem tudi dobili slovensko državljanstvo, jih ta statistika več ne bi obravnavala, ali pa naprimer potomci priseljencev, ki pa vseeno morda tudi niso povsem integrirani v družbo, se pa s tem delom populacije v bistvu ne dela enako oziroma je bistveno manj mehanizmov podpore, kot naprimer za osebe, ki dobijo status azilanta, ki dobijo potem pravico bivanja v Republiki Sloveniji. Vemo pa, da če oseba ni integrirana v družbo, pa naj bo to za domačega človeka ali za tujca, lahko predstavlja tudi določeno tveganje. In vidimo, da ljudje, ki spadajo v ranljive ciljne skupine, so tudi nekako bolj izpostavljeni tem pritiskom, da se povezujejo v določene strukture, ki so potem tudi do neke mere nagnjene k neprimernemu destruktivnemu ravnanju. To so lahko razne skupine huliganov in podobno. In seveda je zato integracija na vseh področjih potrebna, ne zgolj za osebe, ki so prišli kot begunci, ki imajo mogoče neke osebne travme zaradi območja, ki so ga zapustili iz takšnih ali drugačnih pritiskov, ampak dejansko je treba na celi liniji vzpostaviti sisteme integracije. In k temu na koncu koncev tudi mi preko določenih projektov poskušamo doprinesti in upamo, da bo ta podpora se dejansko okrepila. Najlepša hvala. Gospod Torkar, želeli ste besedo, izvolite. Ja, jaz bi želel dejansko nadaljevati tukaj, kjer je predhodni govornik zaključil. Namreč integracija dejansko je ena od ključnih politik ali pa bom rekel en zelo pomemben del migracijske politike in dejansko je to bilo prepoznano tudi strani trenutne vlade. Namreč ta integracijska strategija, ki je bila pripravljena in bo v kratkem tudi potrjena na vladi, izhaja točno iz te predpostavke. Se pravi, da ni mogoče govoriti o nekem celostnem upravljanju migracij, če to ni podprto z integracijsko strategijo, se pravi, kako vključevati tujce v slovensko družbo. In ta strategija naslavlja točno ta področja, se pravi, in od vključevanja na trg dela, vključevanja v lokalne skupnosti, potem uporabo diaspore,
diaspor, se pravi skupnosti, ki že obstajajo v Republiki Sloveniji. Skratka, tukaj gre za prepoznavo tega procesa kot enega ključnih, bom rekel, za doseganje nekih komplementarnih učinkov tako za priseljence kot za samo družbo. Kmalu ste rekli v državni zbor, saj veste, da novinarji s tem nismo zadovoljni. Kaj pomeni ta kmalu? Kako, če lahko Da kmalu bo to šlo v državni zbor, ste rekli, ne? Da kmalu nismo zadovoljni, da bolj konkretno želimo. Kdaj? Zdaj, po mojih informacijah, naj bi vlada že ta teden obravnavala strategijo. Je pa res, da nekako ta razprava na vladni ravni, pa tudi z drugimi deležniki, ne nazadnje, ta strategija je nastajala v zelo tesnem sodelovanju tudi s civilno družbo in v sodelovanju z vsemi resorji, je potekala v preteklih mesecih. Tako da dejansko sama potrditev na vladi bo v bistvu samo nek zadnji korak k temu, da bo dokument potem tudi začel veljati oziroma začel se uporabljati pri usmerjanju politik. Kakšna civilna družba? Dajete mi toliko iztočnic, da vas moram še vprašati, torej kdo vse je bil vključen, kdo konkretno iz civilne družbe? Sama strategija je nastajala v okviru medresorske delovne skupine, ki jo je vodila državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, Tina Heferle. Člani so bili, se pravi, predstavniki vseh vladnih resorjev. Poleg tega je bila pa posebna vloga sodelujočih, če želite, oziroma kot nekih strokovnih sodelavcev, ponujena tudi nevladnim organizacijam, ki so izmed sebe izbrale predstavnike, in to je bil gospod Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Najlepša hvala. Najprej, gospod Skerbiš, beseda vam. Zanima me predvsem, kateri del Slovenije izstopa po teh nezakonitih migracijah. Vemo, da policijske uprave velikokrat sporočajo, da so ujeli bodisi nekoga, ki je poskušal tihotapiti neke nezakonite prebežnike, bodisi sami prečkajo mejo kar peš. Torej, kje v Sloveniji je največ tega? Sklepamo lahko, da policijska uprava Novo mesto, kaj pa drugje? Ja, zagotovo. Največ nedovoljenih vstopov, skoraj 80% v letošnjem letu, je bilo odkritih na območju policijske uprave Novo mesto, predvsem na območju policijske postaje Brežice. Ta številka je več kot 40 000 od vse skupne številke. Zdaj, če pogledamo obdobje pred hrvaškim Schengenom, je bil fokus predvsem na policijski upravi Koper. Sedaj pa se pozna pač bližina glavnega mesta Hrvaške, Zagreb. Za migrante pač predstavlja pot do območja policijske postaje Brežice, najkrajšo pot, in zato Koper občutno manj obravnava v letošnjem letu kot pa lani. Vse ostale policijske uprave, vključno s policijsko upravo Maribor, obravnavajo zelo majhen delež migracij. Namreč migrantska pot poteka drugje. Največ migrantov v Slovenijo vstopi peš v manjših ali večjih skupinah, v nekaterih primerih prečkajo mejo tudi s pomočjo tihotapcev. Tu gre predvsem za prevoz čez državno mejo z različnimi prevoznimi sredstvi, ali pa jih tihotapci pripeljejo do meje in jih potem peš napotijo čez državno mejo v Slovenijo. Načini storitev so različni. Je pa res, da v letošnjem letu skoraj vsi migranti zaprosijo oziroma podajo namero za mednarodno zaščito. V tem primeru policija opravi predhodni postopek, ki zajema ugotavljanje istovetnosti oseb, ugotovimo pot in druge okoliščine, ki so pomembne za nadaljnji postopek, opravimo razgovor ter osebe fotografiramo in daktiloskopiramo. Osebe nato po končanem predhodnem postopku predamo v postopek pristojnemu organu in odpeljemo v azilni dom. Zdaj, kolikor oseba ne poda namere za mednarodno zaščito, se izvede še prekrškovni postopek zaradi nedovoljenega prehoda meje, ter se osebo vrača skladno z bilateralnimi sporazumi o vračanju. V letošnjem letu smo odkrili tudi veliko tihotapcev ljudi, torej tihotapcev migrantov. V bistvu dosti večja številka je kot lani. Kljub temu, da smo lani izvajali na meji sistematičen nadzor, letos pa do 21. oktobra zgolj oziroma izravnalne ukrepe, smo v letošnjem letu
prijeli 345 tihotapcev ljudi, kar je občuten porast glede na lansko letno primerljivo obdobje, ko je bilo prijetih 214 tihotapcev. Hvala lepa. Gospod Jurišič, želite besedo? Izvolite. Ja, lepo zelo bi pozdravil to strategijo, ki jo je gospod Torkar predtem omenjal. Me veseli, da bo do tega prišlo. Bi pa samo opozoril znova, ker se dosti več govori o tujcih, ki so prišli z mednarodno zaščito, ki prihajajo ilegalno, in tudi vse te nevladne organizacije se veliko bolj posvečajo tej tematiki, nažalost, tudi zaradi možnosti financiranja preko mednarodnih projektov. Upam, da se pri pripravi te strategije ne pozablja tudi na osebe, ki so prišli kot ekonomski migranti in zlasti njihove družinske člane. Tu vemo, da imajo pravico, da imajo združitev družine, pridejo potem še ostali družinski člani, dostikrat šoloobvezni otroci, in to potem v lokalno okolje vnese dosti tuje govorečih ljudi, za katero pa naše lokalno okolje ni primerno opremljeno, da bi jih sprejelo, da bi lahko pomagalo pri integraciji. Tako da upam, da se je tudi ta segment vključil v pripravo strategije. Najlepša hvala. Gospod Torkar, morda kakšna replika na to? Ja, jaz lahko samo potrdim, da dejansko so vsi tujci, z izjemo državljanov Evropske unije, ampak vsi tujci, ne glede na to, ali prihajajo v okviru mednarodne zaščite, ali prihajajo na podlagi dovoljenj za prebivanje, za delo in tako naprej, dejansko bodo vključeni v te integracijske programe. Seveda odvisno tudi od samega trajanja bivanja, ne nazadnje potreb in tako dalje. Hvala lepa. Gospod Žleta, sicer govorimo o tranzitnih migracijah, pa vendar ljudi ostaja v Sloveniji, kot smo lahko slišali ravno sedaj, in zaprosi za mednarodno zaščito. Ali smo postali mogoče tudi neke vrste migrantski žep ali pa nas morda to še čaka? No, v tem trenutku Slovenija še ni ciljna država. Se pravi, tako kot sami ocenjujete, gre predvsem za migracije, ki so v tranzitu. Ciljne države so seveda Nemčija, Francija, Italija in tudi druge zahodno in srednje evropske države. Kar nas lahko plaši, je predvsem to, da vidimo, da Schengen kot tak ne deluje. Vedno več držav se odloča za izravnalne ukrepe, predvsem pa za nadzor svojih v bistvu meja, kar sigurno ni dober signal. In v tem primeru, da bosta predvsem Republika Italija in Republika Avstrija še zaostrili nadzor na svojih mejah, seveda to lahko pomeni, da obstaja nevarnost, da migranti ali pa migrantski tok, ki pluska skozi Slovenijo v Evropo, bo zastajal v Sloveniji. To pa seveda za sabo potegne kar nekaj v bistvu negativnih stvari, tako povečanje kriminala, kot tudi nezadovoljni migranti, ki ne bodo mogli iti naprej proti svojemu cilju, in seveda konfrontacije in ostale negativne implikacije bodo absolutno tukaj. Hvala lepa, gospod Torkar. Prej smo rekli, da težko je napovedati, kaj se bo zgodilo, pa vendar se lahko zgodi, da se naredi zastoj v Sloveniji, da se migrantski tok tu ustavi. Kako trenutno torej poteka komunikacija z Evropsko unijo, kar smo ugotovili? To je problem Evropske unije. Slovenija je le majhen delček v sestavljanki, če lahko temu tako rečemo. Ja, res je. Dejansko Slovenija ali pa katerakoli država članica se ne more sama soočati s tem izzivom. In zato to je bilo že nekaj časa nazaj prepoznano tudi na ravni Evropske unije. Zato zdaj zelo intenzivno potekajo pogajanja o paktu o migracijah in azilu. Dejansko gre za 7 sprememb zakonodajnih aktov, ki naslavljajo zelo različne vidike. Predvsem so pa usmerjeni v to, da se nekako da država možnost soočanja z aktualnimi izzivi. Zdaj, nedavno, ali pa recimo zadnji od teh aktov, za katerega je bilo sprejeto, je bil dosežen dogovor med državami članicami, seveda se zdaj to še vse pogaja z Evropskim parlamentom, recimo krizna uredba, gre za nov del zakonodaje, ki je namenjen dejansko obvladovanju oziroma soočanju z
primeri, ko bi prišlo do prekomernega migracijskega pritiska na eno oziroma na več držav članic. Hvala lepa. Gospod Novak, slišali smo lahko gospoda, ki je povedal, da migranti, ko ne pridejo na svoj cilj, so lahko nezadovoljni, da lahko pride do nekih konfrontacij. Kako ste vi, ki ste bili v neposrednem stiku z njimi, pa ste še, verjamem, da to doživljate? Takrat, ko je bil ta begunski val, so pravzaprav, vemo vsi, kako je to potekalo. Iz hrvaške meje so pripeljali na našo mejo tu v Šentilju in potem jih je Avstrija spet sprejela in potem so potovali dalje. Takrat je bila situacija totalno drugačna, kot je danes. V bistvu ni primerjave s tem, kar je danes. Koliko so danes nezadovoljni, na našem koncu težko govorimo, zato ker imamo že tukaj te, ki se želijo integrirati, ki so že dobili mednarodno zaščito, imajo status, so tudi naredili že prvi tečaj, drugi tečaj slovenskega jezika, hodijo v osnovno šolo otroci, imamo tudi že zaposlene. Kaj se dejansko dogaja z tistimi, ki so prišli, pa so zdaj na Viču, kakšno je tam stanje, težko rečem. Verjamem pa, sigurno verjamem, da če mu je prepovedano to, kar si on želi, da verjetno ni dobre volje. Najlepša hvala za enkrat. Sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Dobrodošli nazaj, gledalke in gledalci, še vedno smo v oddaji Vzhodna. Gospod Skerbiš, če dam besedo zdaj vam, kako ocenjujete nek javni red v Sloveniji? Veliko se omenja tudi tujcev s kršitvami, prekrški. Kaj pravi statistika? So res tujci tisti, ki več kršijo zakon? Zdaj vodoma je potrebno poudariti, da je Slovenija varna država. V letošnjem letu je policija obravnavala več kot 24.000 kršitev predpisov s področja javnega reda. Za primerjalno obdobje v lanskem letu, se pravi v lanskoletno primerjalno obdobje, pa kaže, da jih je obravnavala 29.000 oziroma nekaj čez 29.000. Kar pomeni, da so kršitve v upadu. Tudi če pogledamo ožje, če pogledamo samo zakon o varstvu javnega reda in miru, je bilo v letošnjem letu odkritih nekaj več kot 13.000 kršitev, od tega 11.700 prekrškov. Število prekrškov je od lanskega primerljivega obdobja zmanjšano za 13%. Se pravi, lani v tem obdobju je bilo odkritih nekaj več kot 13.000 prekrškov. Se pravi, če pogledamo širše in če pogledamo ožje samo zakon o varstvu javnega reda in miru, so številke v upadu. Drži pa, da je nekoliko poraslo število kršitev državljanov EU, kot tudi kršitev državljanov tretjih držav. Najlepša hvala. Predlagam, da si pogledamo prispevek anketov, ki smo opravili med prebivalci Maribora o tem, kako varno se počutijo v Sloveniji in v kraju. Ta teden smo v Mariboru med prebivalci preverili, kako varno se počutijo v mestu, glede na to, da se v zadnjih dneh na družbenih omrežjih pojavilo več zapisov, kjer so bili omenjeni incidenti s tujci v naših krajih. Samo zdaj ne vem, če bi šel popoldne ali zvečer, to pa verjetno ne bi šel, če so zadnjič 4 obkolili tistega očeta pa hčer, ne. Maribor je zame najlepše mesto v Sloveniji. Kar se tiče varnosti, se počutiš varno, ampak ne počutiš se varno v pešconi, ker divjajo s kolesi, skiroji, motorji. Je pa seveda ta svetovna situacija, ki je, pa se bliža nevarnost, jaz mislim, praktično vsem mestom v Evropi. Slovenija je sicer pred tedni uvedla ponoven poostren nadzor na slovenskih mejah. Mariborčane poprašamo, kaj si mislijo o tem. Verjetno že imajo neka napotke, da bi naj se to naredilo, ne? Ampak jaz osebno nimam dobenih takih izkušenj. Bi že mogla prej narediti, pa vojsko bi mogla postaviti. Vojske se bojijo, policija je bolj tak. To je to. To je v redu pa ni, ker so začeli podirati, recimo to ograjo, kar smo že plačali, zdaj bi pa še enkrat plačal, da podirajo. Kje pa noben smisel ni. Mislim,
v redu je, da se zavarujemo zdaj, kako je to urejeno, pač pustimo. No. Načeloma ne bi smeli mi meje zapirati, ker imamo Schengen, ampak v redu je, da naša država prova biti varna. Ja. Se mi zdi, ja. Ker bomo tako imeli celo Afriko pa Azijo tu. Ne, če bomo tako prosto dovolili, zdaj pa kar prite, ne, pa prite pa. Ne. Ta poostritev na mejah je tako, malo ne razumem. Ne. Poostrili smo varovanje na mejnih prehodih, emigranti pa hodijo izven mejnih prehodov. Ne. To emigrantsko politiko, mislim, da je že Evropa sama ugotovila, da bo treba nekaj spremeniti. Ne. Tu prihajajo ljudje, ki niti niso emigranti, niso ubežniki pred vojno, niso ekonomski emigranti, ampak ljudje z nekimi določenimi nameni. Sredi oktobra je Slovenija dvignila stopnjo teroristične ogroženosti z nizke na srednjo. Temu so botrovali konflikt na Bližnjem vzhodu, kot tudi teroristična dejanja v Evropi. Ne verjamem, da smo baš mi ogroženi vezano za terorizem neki. Mislim, da ne bo Slovenija, mislim, da smo malo premajhni, malo nezanimivi za tako zadevo, ne? Ker ti vsi teroristični, resni teroristični napadi so se dogajali v dokaj velikih evropskih državah, ne? In v velikih prestolnicah. Ne? Mislim, da Slovenija na srečo je tudi majhnost včasih dobra v takih zadevah. Ne? Pred 2 dnevi sem potovala v Zagreb in nazaj, praktično ni bilo kolone. Jaz mislim, da je še vedno premalo na meji kakršnekoli, ker če mi potrebujemo potni list, da potujemo kamorkoli, recimo, razen v evropski, ne vem, zakaj drugi ne rabijo, oziroma da se lahko sprehajajo, kar vidiš pa pred mejami. Povzetek od tega, kar smo slišali, je, da se domačini zaenkrat v kraju počutijo relativno varno, predvsem zato, ker je Slovenija majhna država, a jih skrbi, kaj prinaša prihodnost. Gospa Novak, kako bi pokomentirali tele mnenja Mariborčanov? Zelo so si različna, ne? Pa več ali manj so varni v mestu, tako da ja, sem čist na njihovi strani, ker so lahko varni. V Mariboru, mislim res, ni, da bi bili neki incidenti, izgredi, karkoli strani beguncev. Strani beguncev, če smo pri beguncih. Da pa je povsod nekaj, mislim, to je pa ne samo pri nas, ampak v Sloveniji, v Avstriji, v Nemčiji, vse posod se nekaj dogaja. Hvala lepa. Gospod Jurišič, že uvodoma ste omenili to problematiko, dejstvo pravzaprav, da je status tujcev v Sloveniji zakonsko različen. In kaj menite, kako bi se, mogoče pa po vaše, kljub temu, da smo slišali, da strategijo imamo odlično pripravljeno, menda, lahko to rešilo? Ja, gledajte, jaz bi predvsem poudaril nekaj. Že sem dosti govoril o integraciji. Če te integracije ni, dobimo ljudi, ki so zelo nezadovoljni, ki so na robu eksistencialnega preživetja, in takšni ljudje se lahko radikalizirajo, ne glede na njihov status, so to tujci, so to domačini, in na koncu, kakšna čustva, verska čustva, čustva neke nacionalne pripadnosti zaradi potomcev. Mi sami smo zelo ponosni na določene ljudi, ki so slovenskega porekla, pa so naprimer preko nas sodelovali v vesoljskih programih in podobno. In potem lahko pričakujemo, da bo nekdo drugi, tudi če že druga, tretja generacija v Sloveniji, lahko čustveno vezan na neko državo izvora. In če ni primerne integracije, tu ne govorim zdaj samo, da se naučijo jezika ali pa kulture, ampak da res čutijo, da so del družbe, da lahko doprinesejo družbi, lahko zaradi teh čustev zelo negativno reagirajo na situacije v svetu. In vemo, da pri nas imamo različne skupine z različnim etničnim ozadjem, ki so včasih med seboj tudi v sporu, naprimer Ukrajina, Rusija, Kosovo, Srbija, različni deli po Bosni. To vemo, da so lahko krizna žarišča, kjer so etnične skupine lahko med seboj sprte in lahko ta čustva prenesejo tudi k nam, čeprav to ne gre za neke migrante, ki so nedavno prišli. Tako da tudi tega aspekta ne smemo pozabiti, čeprav ni zdaj zaradi tega pričakovati, da bi bilo v Mariboru v Sloveniji toliko bolj nevarno, ampak ob neprimernem ravnanju z ljudmi, ki niso primerno vključeni v družbo, se lahko te zadeve stopnjujejo.
Zato se mi zdi tako pomembno, da delamo z vsemi segmenti ljudi, ki so potrebni integracije, ki se želijo vključiti v družbo in da kakršnokoli zavračanje ali pa zatiskanje oči pred temi težavami bodo zgolj poglobile to težavo, se lahko ustvari segregacija, se lahko ustvarijo mini geto situacije po mestu tudi in tedaj lahko nastanejo težave. Dokler govorimo predvsem o poskusih vključevanja preko strategije samega praktičnega vidika, tega pa še ni, dokler se to ne začne v praksi izvajati, vidimo, policija zelo dobro opravlja svoje delo, res vse pohvale. Tudi ko slišim te številke, si lahko zgolj predstavljam, kaj to pomeni na terenu za njih. Tudi vemo, da ti sistemi integracije, ki so trenutno, ki obstajajo v Sloveniji, so razdeljeni med različna ministrstva. Ministrstvo za notranje zadeve je eno izmed ključnih, ne pa edino, tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ima določene programe, ki prispevajo k integraciji, tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ima določene mehanizme, ki ta del podpirajo. In tu se mi zdi ključno res sodelovanje vseh. In če bodo ljudje, tako kot ste že ugotavljali, zadovoljni, ker so tukaj, ne pa nezadovoljni, prepuščeni sami sebi in polni nekega osebnega besa, na koncu koncev je potrebna tudi določena mentalna podpora, gre za ljudi, ki so iz takšnega drugačnega razloga občutili določeno travmo ali zaradi vojnega stanja ali zaradi same poti, na koncu koncev tudi ekonomska migracija, saj nihče si ne želi zapustiti svoje domovine, kjer je odraščal, ampak če vidi, da tam ni možnosti, pa gre dobesedno s trebuhom za kruhom, kot smo lahko še mi v osnovni šoli brali o Slovenci, ki so šli po vsem svetu, se moramo zavedati, da to pušča globoke psihološke posledice tudi v ljudeh in ne moremo kar tako reči, kazem, 2 leti je tukaj, ni nobenih težav z njim, nikoli se ne bodo težave pojavile, lahko se nehamo ukvarjati s to osebo. To so dolgotrajni procesi in to moramo vedno imeti v mislih, ko govorimo o integraciji, ko govorimo o tujcih, ne glede na to, od koder prihajajo, s kakšnim razlogom so prišli, če ne bodo primerno vključeni v družbo, bomo mi kot družba imeli problem z nekom, ki je potisnjen na rob. To lahko govorimo tudi o domačih ljudeh, ki so tekom odraščanja doživljali določene travme, ki so bili v ogroženih skupinah, ki so bili izpostavljeni nasilju, maltretiranju in tako dalje. In to se lahko pojavlja ne glede na raso, spol in tako dalje. Tako da se moramo tega zavedati in dejansko res, koliko se le da okrepiti sam proces integracije v družbo na vseh nivojih. Hvala lepa. Gospod Torkar, slišali smo lahko, strategija je lahko dobro pripravljena, želijo si pa tudi ljudje na terenu, da bo v praksi vse tako dobro šlo in pa mnogo dobrih izhodišč je dal gospod Jurišič, tudi to, da to so ljudje, ki nosijo določene travme, nihče ne želi zapustiti svojega doma. Verjetno vsi ne samo zaslužijo, ampak tudi potrebujejo posebno obravnavo. Seveda, in to je dejansko tudi izhodišče integracijske politike. S tem, da je treba vedeti, da tukaj dejansko ne gremo oziroma ne izhajamo iz nekih potreb za integracijo ali pa za omogočanje nekih orodij ali pa nekih načinov za vključitev samo zaradi dejstva, da gre za tujce. Gre dejansko za osebe, ki moramo, če želimo, da se vključijo v našo družbo, omogočiti naprimer učenje jezika, potem integracijo v šolski sistem, na trg dela in tako naprej. Prej je bilo govora tudi mogoče o teh nekih, bom rekel, bolj odklonskih dejanjih. Tukaj spet dejansko mi ne smemo te populacije obravnavati kot odklonske samo zato, ker so dejansko tujci. Tukaj morajo biti tudi vsi programi pristopanja do oseb, ki so traumatizirane zaradi različnih razlogov, biti dejansko enaki tako do tujcev, kot potem do naših državljanov in izhajati iz vzrokov, zakaj je prišlo do teh travm in potem naslavljati te vzroke ustrezno. Najlepša hvala. Gospod Čaleta, kaj so po vaše dejavniki, ki povečujejo število migracij? Veliko poslušamo o nezakonitih prehodih meje v Sloveniji v zadnjem obdobju. Zavedati se moramo, da imamo pri v bistvu razumevanju migracij 2 tipa dejavnikov. Eden je tako imenovani v bistvu pull faktor oziroma dejavniki, ki vlečejo migrante v neke, bom rekel, ciljne destinacije, drugi pa so tako imenovani push faktorji oziroma faktorji, ki potiskajo
ki potiskajo, bom rekel, ljudi, da se odločajo in skozi te migracijske tokove pač zamenjajo ali pa poskušajo zamenjati območje svojega življenja. Zdaj, te faktorji, ki potiskajo, so predvsem absolutno različne konfliktne situacije in pa tudi izredno slaba ekonomska situacija v teh državah, s katerih predvsem migranti prihajajo. Saj statistika jasno kaže, ne, da gre tukaj predvsem za Afganistan, Maroko, Pakistan, Bangladeš in pa druge v bistvu države, kjer je tudi gospodarska in politična in druga situacija izredno, bom rekel, slaba in ljudi nekako potiska, da si iščejo boljše življenjske razmere. Te faktorji, ki pa vlečajo seveda ljudi, da migrirajo v Evropo, so pa predvsem seveda visoki življenjski standard in pa tudi te signali, da Evropa v bistvu ne more najti skupnega jezika pri obvladovanju teh migracij, ne, da so tukaj neki parcialni pristopi, ki pa seveda na eni strani odpirajo dovolj nekih varnostnih praznin ali pa ne ustreznega sistemskega soočanja s temi in omogočajo seveda lažje migriranje teh ljudi. Je pa posebej tukaj za izpostaviti tudi organiziran kriminal, ki seveda te migracije izkorišča za svoj zaslužek in tukaj je tudi eden izmed glavnih, bom rekel, vzrokov tega, da enostavno evropske države skozi svoje mehanizme in pa ne samo evropske države, ampak tudi države, ki so v okolici Evrope, nekako ne morejo učinkovito se zoperstaviti temu organiziranemu kriminalu. Hvala lepa, gospod Garbajs, da dam vam besedo na ta organiziran kriminal za zaslužek. Koliko je dejansko tega v Sloveniji? Dobar dan. Najprej bi mogli izpostaviti, da kazniva dejanja v Sloveniji so bila od leta 2012 v upadu in to kar po nekaj odstotkov na leto. Današnja situacija, kjer smo imeli do konec oktobra približno 44.000 kaznivih dejanj, je pravzaprav situacija, s katero smo se soočali v predcovidnem obdobju. Namreč v obdobju covida zaradi omejitvenih ukrepov je pravzaprav so podatki toliko padli, da nekako niso primerljivi oziroma ni primerno, da jih z njimi primerjamo. Zdaj, če pogledamo trend gibanja kriminalitete, pravzaprav vidimo, da smo obstali približno na letu 2019-2020. Je pa res, da v primerjavi z letom 2022, se pravi v letu 2023, beležimo približno 9%, nekaj več kot 9% porast kaznivih dejanj. Zdaj, od kaznivih dejanj največji delež predstavlja premoženjska kriminaliteta, te je približno 35%. Tako da vsa druga kazniva dejanja, kot so kazniva dejanja s področja organiziranega kriminala, so manj številčna in pravzaprav se tudi spremembe na statistiki pri teh kaznivih dejanjih poznajo nekako drugače. Zdaj, glede na varnostno situacijo, ki trenutno je, pač policija se je primerno odzvala in pač vzpostavila ustrezne mehanizme, tako na področju organiziranega kriminalitete, ki zajema pravzaprav migrantske tokove, kot tudi na področju kriminalitete znotraj Slovenije, s katerimi se seveda srečujemo. Zdaj, kriminaliteta, ker je Slovenija majhna država, no, in čez Slovenijo potujejo, bom rekel, ne samo tujci iz ogroženih držav, ampak tudi državljani Evropske unije in pa državljani tretjih držav z območja Balkana, je pravzaprav delež kriminalitete, ki se spreminja zaradi teh dnevnih, tedenskih, mesečnih migracij, tudi niha, pa moram poudariti, da pretežno niha zaradi storilcev oziroma zaradi kaznivih dejanj, ki jih stojijo storilci z območja tretjih držav s področja Balkana in ne s področja drugih držav, katera so že danes omenjena. Tako da varnostna situacija se pač, bom rekel, dnevno spreminja, mi varnostno situacijo spremljamo in se na morebitne odklone oziroma na pojav kakšnih novih oblik ustrezno odzivamo. A pripomorejo morebiti k tem, da se velikokrat omenja tujce v povezavi z, ne vem, grožnjami, kaznivimi dejanji, tudi pojav družbenih omrežij, saj niso na novo družbena omrežja, pa vendar hitro se objavi nekaj in potem to zaokroži.
Včasih se izkaže za resnično, včasih ne. Ali so ta družbena omrežja nek faktor pri tem? Ja, pravzaprav policija se odzove na vsako informacijo, prijavo ali zapis na družbenem omrežju, ki ga pač, glede katerega smo obveščeni, in zadeva ustrezno preišče. Če gre za kaznivo dejanje, potem kaznivo dejanje evidentira, če ne gre za kaznivo dejanje, pač kaznivo dejanje ne more evidentirati, v zvezi tega pač napišemo poročilo, ali je to samo dogodek ali pa kakorkoli. Zelo pogosto pri zapisih na družbenih omrežjih zaznavamo nek drug problem. Ljudje oziroma pisci napišejo neko informacijo, vendar je ta informacija napisana na tak način, da pravzaprav policija teh podatkov preveriti ne more. Ali je slabo opredeljen kraj, kar se je zgodil, ali je slabo opredeljen sam dogodek, ki se je zgodil. Tako da zgolj iz nekega zapisa, da je v parku ali pa pač na nekem območju prišlo do pretepa, pravzaprav nam ne pomaga veliko. Mi sicer skušamo v zvezi tega zbrati informacije, katere pač lahko na tistem kraju oziroma glede tistega časa, ko so bila kazniva dejanja storjena, vendar včasih to ni dovolj. Zdaj, ljudje, ki pač zapišejo take zapise in bom rekel, če govorimo o nekih kaznivih dejanjih, ki so bile storjena, jih pač moramo reči, pozivamo, da to prijavo podajo na policijo in da prijavo podajo v take obliki, da pač policija lahko kazniva dejanja preiskuje. Naloga policije pač je preiskovanje kaznivih dejanj in seveda čez to potem tudi zaščita žrtev oziroma oškodovancev teh kaznivih dejanj. Hvala lepa. Gospod Torkar, kakšno pa je stanje na področju mednarodne zaščite? Število prošenj za mednarodno zaščito, iz katerih držav prihajajo v največjem številu trenutno prosilci, koliko vlog je more biti rešenih? Ja, v letošnjem letu je trend prošenj za mednarodno zaščito, bom rekel, nekako na lanski ravni. Se pravi, do konca oktobra je bilo vloženih nekaj manj kot 6000 prošenj za mednarodno zaščito. Zdaj, velika večina prosilcev prihaja iz Maroka, sledijo potem državljani Alžirije, Pakistana, Indije in pa Ruske federacije. Se pravi, med prosilci, za razliko od podatkov, ki jih je navedel kolega z policije, ni državljanov Afganistana. Ki so na prvem mestu pri policiji, zanimivo. Ja, tako da dejansko tukaj moramo omeniti še en fenomen, če lahko temu tako rečem, to je ta tranzitni status, ki ga ima Slovenija. Se pravi, treba je vedeti, da več kot 90% migrantov, tudi oseb, ki izrazijo namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito, dejansko zapusti Republiko Slovenijo še preden vložijo prošnjo za mednarodno zaščito. Zato je ta številka med številom nezakonitih prehodov meje in potem izraženih namer za mednarodno zaščito in pa dejansko vloženih prošenj za mednarodno zaščito tako velik. Hvala lepa. Gospod Skrbiš, zanima me, kako je bilo zdaj stopnja ogroženosti Slovenije zaradi terorizma je povišana v Sloveniji, tako da so uvedene ponovno mejne kontrole. Pa me zanima, so bile kakšne posebnosti v prvih tednih nadzora? Se je tudi zavrnilo že kakšni osebi vstop v državo? Koliko jim morda? Ja, zagotovo je bilo izvedenih veliko ukrepov, tako na mejnih prehodih, kot tudi na zeleni meji. Če pogledamo ukrepe, ki so bili izvedeni od začetka uvedbe ponovne začasne mejne kontrole do danes, oziroma do 5.11. je bilo zaznanih na mejnih prehodih 33 kaznivih dejanj povezanih s čezmejno kriminaliteto, potem 238 prekrškov povezanih s prehodom meje, 221 zavrnjenih oseb iz različnih razlogov, 131 zadetkov oziroma ukrepov v šengenskem informacijskem sistemu in pa ostalih prekrškov, kot so javni red in mir, cestnoprometni predpisi in tako dalje, 206. Najpogostejši zavrnitveni razlogi so bili v tem, da osebe niso imele veljavne potne listine, ali niso imeli vizuma ali dovoljenja, ki se zahtevalo za vstop, pa tudi prekoračen čas dovoljenega bivanja v Schengenu. Nekaj ukrepov je pa bilo tudi takih, ki so se nanašali na grožnje notranje varnosti ali javnemu redu.
Najlepša hvala. Gospa Novak, slišali smo lahko prej gospoda Jurišiča, kako je v praksi, da to so ljudje, ki prihajajo iz svojih držav, z takšnih in drugačnih razlogov, nihče rad ne zapusti svoje države. Vi ste se soočali s tujci iz tako, naj si bo to bivše skupne države, naj si bo iz Sirije, Afganistana. Kako se ti ljudje razlikujejo in pa tudi njihova kultura? Verjamem, da v Sloveniji je drugače kot v njihovi domovini. Kako potem vse skupaj to primerno vključiti in jih voditi? Največji problem je sprejemanje. Pravzaprav naši ljudje, da jih sprejmejo. Tu je največja težava, zaradi tega, ker blokada med našimi in njimi je velika. Zakaj mislite? Ne vem. Verjetno je res bilo toliko v medijih, da ljudje pač poberejo iz medijev in iz spletnih omrežij in iz vsega, da si verjetno tukaj ustvarijo svojo sliko. Brez da se sami prepričajo, brez da sami poskusijo vzpostaviti stik. Niti ne dajo možnosti, recimo družini, ki je prišla iz Sirije, Iraka, Irana. Ne. To bo takoj konec. Tu je treba nekaj narediti. Treba jih je sprejeti in potem to, ko so se oni poskušajo integrirati, ampak če jih naši ne sprejmejo, kako se naj integrira? Pa je razlika, ne vem, če so to prebežniki iz Sirije ali pa mora biti iz Ukrajine. Tudi iz Ukrajine je kar nekaj prišlo, a to Slovenci drugače sprejmajo potem. Zelo. Velika razlika. Zelo velika. Govorimo danes o Ukrajincih? Ne. Hvala lepa. Gospod Jurišič, ste želeli besedo, če se ne motim? Ja, samo na hitro to, kaj je sogovornica povedala o tem, kako tudi ta medijska podoba vpliva. Mi imamo tukaj tudi primere tujcev, ki so v Mariboru zelo dobro sprejeti. Pa ne želim sedaj pretirano izpostaviti, ampak naprimer Marko Tavares velja za živo legendo v Mariboru in smo ga posvojili kot svojega. Mogoče malo manj znan primer maestro Simon Robinson, dirigent v Mariborski operi. Mislim, to gre za tujce, ki smo jih z veseljem sprejeli, smo ponosni na njih, ampak na njih ne gledamo kot na tujce, na njih ne gledamo kot na migrante. Gre pa za to maso ljudi, za katere pa morda nekdo sploh ni v stiku z njimi, ampak iz neke splošne medijske podobe družbenih omrežij dobi ta negativen vtis in je že vnaprej sovražno nastrojen proti njem in jih ni pripravljen sprejeti. In to dejansko potem tudi njihovo osebno stisko in meje pri integraciji postavlja. In tukaj res, tako kot je gospa rekla, če mi sami ne sprejmemo ljudi, kot svojih sosedov, ker so tukaj, ampak jim že vnaprej postavljamo ovire, kako lahko pričakujemo, da bodo oni se sploh želeli vključiti in želeli spostaviti neke normalne odnose z nami. To pa je globi socialni problem, globi psihološki problem, ki ga je prav tako potrebno nasloviti in tukaj pa res ne vem, kako se te zadeve lotiti, ampak zagotovo je tudi potrebno. Najlepša hvala. Gospa Novak, je morda ta pomislek, da če je kdo iz Sirije, Afganistana, Bangladeša, kar velja za neko teroristično grožnjo? Imajo to Slovenci v neki podzavesti ali zakaj takšen strah? Dostikrat je bilo slišati ravno pri teh fantih, ki so tukaj v Mariboru, da so teroristi. Mislim, prišli so z družinami, tukaj so z otroci, pa so teroristi. Takoj so dobili pečat. Ti si begunec in s prstom kažejo na njih, ker so begunci. Marko Tavares je prišel, ja, res je, ampak on je nogometaš in ga gledajo čisto drugače kot te, ki so prišli kot begunci. In jih ne sprejmejo, njega so sprejeli. Wow, on je nekaj naredil za Maribor. Ja, tudi ti ljudje bi radi nekaj naredili, ampak jih družba ne spusti, da bi nekaj naredili. Ogromno ideje med njimi, ogromno potencialnih, ne vem kaj vse so zraven prinesli iz njihove kulture, ampak jim naša država ne pusti. In tukaj je težava. Država ali ljudje? Država in ljudje. Že šolstvo, samo šolstvo je razlika, zaradi tega pri njih je drugačno šolstvo, kot je pri nas. In že tu, ko imajo nostrifikacijo recimo, so velike razlike. Muslimanski svet, ja, ženske, moški, ok. Ampak mi se lahko od njih naučimo tudi dost stvari. Tako se oni zdaj od nas učijo. Zato jih je treba sprejeti. Živeti z njimi skupaj,
jih sprejeti v naše okolje, jim dati možnost in jim pokazati, da so vseeno dobrodošli. Nič slabega nam nočejo. Hvala lepa. Gospod Torkar, kje je ta varnostni ventil? Slišali smo lahko, da je to v podzavesti Slovencev, da se bojijo teh, predvsem moških iz muslimanskih držav. Slišali smo lahko tudi za incident letos v Ljubljani, pa ne vem, kakšen je bil epilog, je šlo za tujca, za Slovenca na Viču. Torej, kje je ta varnostni ventil, da ne spustimo v državo morebitno osebo, ki bi bila teroristična grožnja? No, imamo precej postopkov ugotavljanja oziroma preverjanja, da ne pride do takih primerov. Že ob samem vstopu tujca v Republiko Slovenijo, govorimo recimo o nezakonitem prehodu meje, policija opravi z njim registracijski postopek, ki vključuje tako identifikacijo, potem podatke o poti, po kateri je prišel, in tudi preverjanje nekaterih drugih okoliščin. Seveda tukaj se ravna po nekih informacijah, ki jih imajo policisti, ki jih posredujejo obveščevalne službe. Skratka, tukaj je, recimo, bom rekel, tista prva neka vstopna točka. Potem tudi sam postopek mednarodne zaščite, ki ga vodimo na ministrstvo, dejansko temelji na nekem osebnem stiku s prosilcem, s tujcem. Seveda ni izhodišče, da je tujec varnostno problematična oseba, vendar se lahko skozi pogovor, skozi ugotavljanje nekih okoliščin lahko ugotovijo tudi taki znaki. V takem primeru seveda poteka tudi neprestana komunikacija med odločevalci na ministrstvu in potem med samo policijo. In če lahko še to, recimo tudi to povem, da dejansko tudi sam nadzor na notranji meji, kot je bil vzpostavljen zdaj konec oktobra, je bil dejansko vzpostavljen zaradi razloga preprečevanja morebitnih varnostnih groženj in ne iz razloga omejevanja migracij. Tako da je dejansko to še ena dodaten element zaščite zaradi neke ocene oziroma povečane stopnje ogroženosti, kot je bila sprejeta strani policije. Najlepša hvala. Sledi še en kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Lepo pozdravljeni nazaj. Gledalke in gledalci, še vedno smo v oddaji Vzhodna. Gospod Šeleta, če dam še vam besedo, večkrat poudarite, da mora biti Slovenija eden izmed glavnih motorjev iskanja skupne evropske rešitve, glede na to, kot smo že danes večkrat ugotovili, da ležimo neposredno na balkanski migrantski poti, nam kaj drugega niti ne preostane. Kakšen apel dajete potem takem politiki? Sigurno se je potrebno zavedati, da je Schengen kot ena osnovna pridobitev evropske integracije in evropske družbe tisto, kar je seveda potrebno ohraniti z vsemi močmi. To pa seveda pomeni, da bodo države morale najti korak višje, kot so samo neki nacionalni interesi. Drugače seveda je Schengen samo mrtva črka na papirju in se bomo vrnili nazaj v vzpostavljanje nacionalnih meja, kar pomeni tudi omejevanje tako prometa, tranzita, potovanj, zamude na mejah in vse ostale stvari, ki absolutno bodo imele negativne posledice. Zdaj, apel politike je predvsem to, da vloži vse napore, da se države zavejo, da je potrebno ojačati varovanje zunanje šengenske meje, da to ni samo naloga mejnih držav, ampak da je to naša skupna naloga, se pravi tudi države, ki ne delijo te zunanje šengenske meje, da je to ravno tako njihova odgovornost, katero morajo s skupnimi resursi, skupnimi v bistvu ukrepi in skupnimi napori nekako izvajati v smeri, da bomo predvsem zunanje meje naredili bolj varne, da bo do migracije, katerih se absolutno ne bomo mogli izogniti, ker to so, bom rekel, procesi, ki tečejo skozi zgodovino, da bodo le-te ustrezno upravljane. To pomeni, da seveda Evropa kot taka absolutno potrebuje tudi svežo delovno silo, da bodo ljudje, ki prihajajo sem, ustrezno našli svoje mesto v tej novi evropski družbi, se prilagodili tem vrednotam, kamor prihajajo in nekako tudi
Evropa in evropska družba našla neko sinergijo s temi migracijami, ki bodo seveda prihajale v Evropo. Na drugi strani pa absolutno bo potrebno največ ukrepov položiti pri preprečevanju organiziranega kriminala, da nam le-ta ne vsiljuje v bistvu migrantov, tistih, ki si to lahko plačajo, ali pa predvsem tistih, ki imajo tudi neko kriminalno ozadje iz ciljnih držav, z katerih prihaja, in ta del migracij pa Evropa prinaša samo negativne posledice. Hvala lepa. Gospod Torkar, slišali smo lahko, da morajo vse države Evropske unije pokazati nek lasten interes, da se ne zgodi, da bo vsaka zase, sploh tiste zunanjimi mejami. Lahko to garantirate, da je Evropa nekako usklajena v tem? Prej sem že omenil pakt o migracijah in azilu in sicer enega od instrumentov, to je bila tista krizna uredba, ampak pakt dejansko prinaša nek velik korak naprej. Uvaja postopek pregledovanja na zunanjih mejah, potem uvaja postopke na mejah, ki so namenjeni v bistvu neki triaži teh mešanih migracijskih tokov in preusmerjanja, če želite, teh migrantov v ustrezne postopke. En zelo pomemben doprinos je pa ta občutek oziroma ta koncept solidarnosti, ki je bil v bistvu v okviru oziroma v okviru diskusije o paktu, bom rekel, najbolj problematičen in tudi največji izziv predstavljal vsem pogajalcem, tudi ne nazadnje Sloveniji v času našega predsedovanja, ampak je bilo na začetku oziroma v prvi polovici letošnjega leta dejansko dosežen dogovor o solidarnosti, o pomoči držav v notranjosti Evropske unije tistim na zunanjih mejah Evropske unije, se pravi v različnih oblikah pomoči, se pravi eno je to preseljevanje oziroma relokacija prosilcev, ki pa ni edini ukrep, gre tudi za pomoč v financah, tudi s pomočjo recimo napotitve strokovnjakov, opreme, skratka na vse načine, s katerimi lahko države v notranjosti pomagajo državam na mejah. Bi pa tukaj omenil še angažma Slovenije, ki dejansko zelo velik, tako v okviru EU-ja, kot ali pa predvsem v regiji. Dejansko je Slovenija motor odzivanja na migrantsko populacijo v regiji Zahodnega Balkana oziroma jugovzhodne Evropi. Tako je bilo leta 2015-2016 s tistim dogovorom, ki je dejansko pripeljal do zaprtja zahodno-balkanske migracijske poti, kot dejansko tudi zdaj. Mi smo lani v okviru regionalnega procesa Brdo, ki ga vodimo na Ministrstvu za notranje zadeve, smo skupaj s kolegi iz policije dejansko z vsemi državami v regiji dosegli dogovor o izmenjavi informacij na področju tihotapljenja migrantov, o skupnih operacijah, skupnih aktivnostih in na podlagi tega je bilo realiziranih precej skupnih akcij, odkritih tudi precej tihotapcev. Prav danes je bil na obisku na Ministrstvu za notranje zadeve bosanski minister za notranje zadeve, kjer je bila ena od glavnih tem dejansko poglobitev sodelovanja na področju migracij. Prejšnji teden je potekala trilateralno srečanje na ministrski ravni, se pravi Slovenija, Italija, Hrvaška, s podobno tematiko, samo mogoče z nekoliko širšim fokusom. Skratka, tukaj je Slovenija tista, ki poganja te neke procese v regiji, hkrati pa potem z nekimi izkušnjami tudi nekako uveljavlja te neke interese oziroma te specifike zahodno-balkanske migracijske poti potem tudi v procesih na ravni EU. Nas pa Evropa torej ne bo pustila na cedilu kot motor. Poglejte, zdaj težko ocenam pustila na cedilu. Dejstvo je, da, kot rečeno, situacija je drugačna kot 2015-2016. Recimo, jaz bi tukaj tudi vseeno omenil tisto dogovor s Turčijo leta 2016, ki je pripomogel k zaprtju zahodno-balkanske poti. Lahko rečete, recimo, oziroma lahko rečemo, da je takrat Evropska unija dejansko stopila v bran državam na tej migracijski poti. Tudi zdaj se enako odvija, se pravi ta zunanja dimenzija, recimo dogovor z Tunizijo, se pravi ta memorandum o razumevanju, ki je sicer naletel na precej negativnih odzivov in seveda ima neke izzive, zlasti z implementacijo, ampak vendarle si Evropska unija zelo prizadeva,
da s to svojo močjo, s to svojo prezenco, s to ekonomsko močjo, če želite, dejansko uveljavlja tudi interese tudi nas kot Slovenije, kot male države članice, potem v širši skupnosti. Najlepša hvala. Gospod Skrbiš, zanima me, glede na to, da z nadzorom, poostrenim nadzorom na mejah, ne, tudi verjetno kakšna porazporeditev policijskih moči bila potrebna, koliko je zdaj torej policistov na mejah, se kaj razlikuje prehod meja tudi za lokalne prebivalce, kako je to urejeno, in pa zanima me tudi, kaj čaka tihotapce, ne? Če vi ujamete nekoga na meji, ki želi pretihotapiti, kakšen je potem postopek? Ja, zagotovo policija je že v fazi širitve Schengena na Hrvaško prilagodila svojo organizacijsko strukturo na način, da bo lahko tudi po hrvaški pridružitvi učinkovito obvladovala sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. V tem smislu smo razširili in nadgradili že obstoječ sistem izravnanih ukrepov, vse s ciljem nadomestitve varnostnega primanjkljaja, ki nastane ob opustitvi nadzora na notranjih mejah. Skupno izvaja naloge tako izravnanih ukrepov, kot tudi postopkov s tujci in začasnega ponovnega nadzora meje okrog 1000 policistov, iz policijskih postaj za izravnalne ukrepe, iz skupin za izravnalne ukrepe na območnih policijskih postajah, na meji s Hrvaško. Po potrebi se v izvajanje nalog vključujeta tudi specializirane enote za nadzor državne meje in pa druge enote. Mejna kontrola se izvaja ciljno in samo na vstopu v Republiko Slovenijo, v skladu z razlogi za uvedbo same kontrole. Pri mejni kontroli policisti preverjajo posedovanje dokumentov za prestop meje, izpolnjevanje pogojev za vstop in ugotavljanje indikatorjev tveganja, povezanih predvsem s tujimi terorističnimi borci, kot omenjeno skladno z razlogi za uvedbo kontrole. Delo policistov usmerjamo na način, da ima čim manjši vpliv ta kontrola na lokalno prebivalstvo. Potrebno je v vsakem primeru upoštevati, da gre za začasno kontrolo in da se na slovensko-hrvaški meji smiselno uporabljajo določila sporazuma o obmejnem prometnem sodelovanju, kar pomeni, da je na tak način olajšano prehajanje meje lokalnemu prebivalstvu oziroma upravičencem, ki lahko upravičenost prehajanja po omenjenem sporazumu dokazujejo tudi s pretečenimi dokumenti ali na drug primeren način. Večjih težav pri sami izvedbi trenutno ni, je pa Vlada Republike Slovenije podaljšala izvajanje začasnega ponovnega nadzora tako na meji z Republiko Hrvaško, kot tudi Madžarsko do 19.11., torej do 19. tega meseca. Isto je pa tudi Italijanska republika za nadaljnjih 20 dni podaljšala uvedbo njihovega začasnega nadzora na meji Slovenije. Hvala lepa. In morebiti se obeta še kakšno podaljšanje, tega seveda še ne vemo. Gospod Čeleta, kaj pa za Slovenijo v varnostnem ogledu pomeni konflikt Palestina-Izrael? Kako je varnostna situacija, kakšna je zaradi tega v Sloveniji? Spremenila se je tudi, kot smo že omenili, stopnja teroristične ogroženosti. Kaj konkretno to pomeni? Varnostna situacija je sigurno kompleksna, že zaradi, bom rekel, vseh konfliktov, ki so na pragu Evrope, tako ukrajinsko-ruske vojne, kot zdaj tudi izraelsko-palestinskega konflikta. Dejstvo je, kadar se na Bližnjem vzhodu kihne, to pomeni, da se vzpostavi nek konflikt, nažalost se Evropa prehladi. Zaradi svoje geostrateške lege, ki jo imamo, smo še kako vedno pod vplivom teh konfliktov. Seveda to kaže tudi na to, da države v Evropi dvigujejo stopnjo teroristične ogroženosti zaradi pač tega konflikta. To je storila tudi Slovenija zaradi različnih informacij, verjetno, ki jih imajo ustrezni nacionalno-varnostni organi, ki skrbijo za, bom rekel, našo nacionalno varnost. Stopnja je bila vzdignjena, to še ne pomeni, da je kritično ali da moramo
zganjati neko paniko, je pa to jasen signal, da moramo biti bolj previdni tako v bistvu na nivoju nacionalno-varnostnega ustroja, se pravi služb, ki skrbijo za našo nacionalno varnost, kakor tudi na nivoju vsakega posameznika, da se zaveda, da je za varnost v njegovi okolici skrbi tudi sam, da ne potuje v tiste regije, kjer že vnaprej Ministrstvo za zunanje zadeve opozarja, da so ekstremno nevarne, in bom rekel, z vsemi takimi samozaščitniškimi ukrepi lahko tudi dvignemo stopnjo varnosti, ne samo sebe, ampak tudi svojega okolja, v katerem živimo. Hvala lepa, gospod Garbajs, če se še enkrat obrnem na vas. Omenili ste že, da prvotno je Slovenija varna država. Tudi občani, ki smo jih vprašali, kar policiji zaupajo, da dobro varujete vse državljane Republike Slovenije. Pa vendar, kaj ta sprememba teroristične ogroženosti pomeni? Je to samo kot neka preventiva? Verjamem, da. Ja, če pogledamo višjo stopnjo teroristične ogroženosti, pri nas se pač policija temu prilagodila in seveda ob morebitnih postopkih, ki jih ima z tujci, preverja tudi okoliščine, ki bi kazale lahko na tovrstno grožnjo. Pač povečala se je stopnja, bom rekel, zbiranja obvestil in podobnih stvari v zvezi tega, tako da, kar se tega tiče, policija normalno deluje. Pripravljeni so pač načrti oziroma akcijski plani, tako zaradi višje stopnje ogroženosti, kot tudi zaradi morebitnega večjega navala tujcev, ki bi povzročili seveda tudi porast drugih kaznivih dejanj v sami Sloveniji. Tako da policija je na to pripravljena. Skrbimo za to, da so državljani varni. Lepa, gospod Torkar, torej, če sklenemo morda z mislijo današnjo oddajo, je Slovenija varna država? Je poskrbljeno za varnost vseh državljanov? Slovenija je varna država in delamo vse na tem, da bo taka tudi ostala. Najlepša hvala. Dajmo s tem zaključiti. Hvala lepa vsem gostom, tako vama v studiu, kot tistim, ki ste se oglašali nadaljavo. Najlepša hvala gledalke in gledalce za ogled oddaje. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam prijeten večer in nasvidenje.